Številni finančni trgi so doživeli velik zlom. Trenutni gospodarski kazalniki kažejo, da smo oziroma da je Amerika lahko nekje na pragu recesije. S tem, ko so odprodajali tako število delnic v Ameriki, okrog 800 milijard. Koliko predvidevajo, da naj bi bil Bitcoin v naslednjih 20 letih? Michael Saylor, mislim, da je zelo poznan že v kriptosvetu. Njegova najbolj negativna napoved, po najbolj negativnem scenariju Bitcoin lahko znašal okrog 3 milijonov. Prav tako je prepričan v to, da bodo centralne banke kar 2,5% svojih rezerv hranile v Bitcoinu. Ena glavnih tem v Ameriki v predsedniških volitvah, Bitcoin in kriptovalute. Zanimivo, ne? Trump obljublja, da bodo skušali biti prvi tudi v razvoju blockchaina oziroma na področju kriptovalut. Lepo pozdravljeni v še enem Incrementum podcastu. V preteklem tednu smo bili priča enemu večjih padcev na finančnih trgih. Moje ime je Marjeta in danes bom o tej temi spregovorila z mojim že znanim sogovornikom, izjemnim svetovalcem za digitalne naložbe v podjetju Incrementum, Izidorjem Benčina. Pozdravljeni, Izidor. Pozdravljena, Marjeta, hvala za ponovno zavabilo. Zelo hiter. Ni dolgo menilo, kar smo se družili nazadnje. Izidor, številni finančni trgi so doživeli velik zlom in težko je izpostaviti en določen razlog, ki je sprožil to paniko oziroma strah. Pa bi se vseeno najprej dotaknila Japonske in Koreje. Torej, kaj se je zgodilo na teh azijskih borzah? Namreč borzni trgi so bili v ponedeljek popolnoma zaklenjeni. Ja, v ponedeljek se je res zgodil en tak dan, kot smo ga že kar nekaj časa čakali. Zanimivo slišati, čakali, ampak to so res vrhunske priložnosti. Nazadnje smo jih imeli v času FTX likvidacije, propada borze, menjalnice FTX, oziroma v času covida, ko je bila situacija na trgih tudi zelo napeta. Po eni strani gledamo kot investitorji, sploh če nismo izkušeni, zelo strahom na te stvari. Na drugi strani so pa to res, bom rekel, kar dedek Mraz, Božiček, Miklavž sredi poletja, kajti dobili smo res zelo ugodne cene. Kaj se je dejansko dogajalo? Že teden pred tem zlomom je delniški trg kazal kar veliko šibkost. Teden je zaključil zelo nizko in v bistvu niti ni bilo toliko težko pričakovati takega ponedeljka. Zdaj, kaj se je dejansko zgodilo? En glavnih razlogov je bilo povišanje obrestne mere, eno višjih povišanj v zadnjih 15 letih na Japonskem. Trgi oziroma indeksi japonski Topix, Nikkei sta padla v enem dnevu za več kot 10%, kar je največ prvič po letu 87, to je bil tisti zloglasni črni ponedeljek takrat in v bistvu je res zavladal preplah na trgih. Šlo je v odprodajo carry trade pozicij na jenu in v bistvu s tem je odreagiral tudi delniški trg v Ameriki z velikim padcem. Sledil je še padec na kripto, seveda strah se je prelil tudi v kriptotrg. Tudi zlato je deloma padlo tisti dan, tako da vsi trgi so šli dejansko v paniko. Omenil si carry trade, nam poveš lahko kaj več o tem, kaj to sploh je? Ja, carry trade v bistvu pomeni to, trgovalci so si v preteklosti po zelo nizkih obrestnih merah sposojali jene. Omenil sem, zgodil se je dvig obrestnih mer na jenu. Kaj so oni počeli? V bistvu dobivali so poceni jene, jih menjali v dolarje in z dolarji kupovali ameriške delnice. Kar naenkrat so z dvigom obrestnih mer se znašli v težavah, kajti videli so, da bodo mogli vračati več, kot so si dejansko sposodili, in bili so primorani odprodajati delnice.
jih spreminjati nazaj, konvertirati v dolarje in te dolarje nazaj v jenje, da bodo pokrili izgube. In v bistvu s tem, ko so odprodajali tako število delnic v Ameriki, bila je ta številka kar okrog 800 milijard, na celotnem ameriškem borznem trgu je izpuhtelo tisti dan zaradi teh pozicij. V bistvu zaradi tega se je tudi delniški trg v Ameriki odzval s takim minusom. Torej, če povzameva, strah je pravzaprav odveč, a ne? Namreč ti padci so se že zgodili v preteklosti, a ne, kot si omenil, je pa mogoče nekoliko neprijetno, če nanje nisi psihično pripravljen, a ne? Sem pa v medijih zasledila, no, da se je sprožilo tako imenovano Samovo pravilo. Nam lahko poveš kaj več o tem? Gre v bistvu za metriko, ki prikazuje, na kakšni stopnji je gospodarstvo oziroma ali se bližamo nekim neprijetnostim oziroma recesiji. Trenutni gospodarski kazalniki kažejo, da smo oziroma da je Amerika lahko nekje na pragu recesije. Če govorimo o samovem pravilu, je pa tukaj zadeva taka, da v bistvu, ko vidimo, ko v 3 mesecih brezposelnost naraste za 0,5% ali več v primerjavi z najnižjo brezposelnostjo v zadnjih 12 mesecih, potem vidimo, da je v bistvu da smo lahko na pragu recesije in številke trenutno v Ameriki kažejo na to. To je tudi še en od razlogov, ja, zakaj je nekaj preplaha na trgih. No, morda se ravno ta preplah čuti tudi tu. Namreč veliki igralci zaradi strahu pred paniko in recesijo prodajajo svoje premoženje, zato da dejansko ostanejo pri denarju, a ne? In celo slavni Warren Buffett je prodal kar polovico svoje te velike pozicije pri Applu, a ne? Se pravi, zdaj je na nekem ogromnem položaju, kar 276 milijard dolarjev v gotovini ima. Kaj pa o tem meniš? Warren Buffett poznamo ga, starosta investiranja, zelo uspešen pri investiranju, ogromne zneske ima v igri. Njegova strategija je tudi ta, da ima stalno na strani neka sredstva v fiat valuti, da lahko išče priložnosti. To, da je odprodajal pol imetja v Applu, je sigurno na nek način preplašilo določene investitorje. Nenazadnje je Apple ta dan padel za več kot 10%, vse pa seveda zdaj stvar že odbija. Sredstev, ki jih ima na voljo trenutno, ja, res so to enormne količine, kajti približno taka višina kot Federal Reserves. Ampak kaj on namerava s tem? On se je deloma umaknil po vsej verjetnosti zato, ker njegova strategija je taka, da išče priložnosti na trgu, čaka določene mogoče padce, mogoče pa tudi neke druge prilike skozi določene projekte, ki jih spremlja in stalno hoče imeti na voljo nek likviden kapital, s katerim lahko potem hitro vstopa v trg. Tako da tukaj še vedno ima polovico sredstev v samem Applu, tako da ne bi glede na to nekih velikih poudarkov vseeno dali. Kratkoročno to lahko kaže oziroma vzbudi nek padec, ampak če pogledamo spet dolgoročno, srednjeročno, so pa v bistvu to res momenti, ki so za izkoristiti. In prav tako podjetje Jump Trading se je odločilo, da na kriptotrgu ne bo več sodelovalo, a ne? In so prav tako ta vikend vse svoje pozicije prodali. Je bil to še en dodaten razlog, da je bil padec v kriptu pravzaprav večji kot na delniškem trgu? Zavedati se moramo, da je kriptotrg zelo manjši trg od delniškega trga in da vsi taki dogodki definitivno povzročijo večje nihaje kot pa na delniškem trgu. Je pa početje Jump Tradinga v bistvu zanimivost tega vidika. Oni so bili v tem času tudi že v pregledu CFTC-ja, nadzorstvenega organa ameriškega finančnega, in v bistvu tukaj še ne vemo točno,
zakaj so to naredili, se bo pa zadeva izkristalizirala v naslednjih dneh, tednih. Namreč oni so držali veliko wrapped staked Ethereuma, začeli so odprodajati v 24. junija in ta odprodaja je potekala vse do tega ponedeljka. Pritisk na Ethereumovo ceno je bil res ogromen, cena je v tem času padla za več kot 30%, odprodali so namreč kar preko 370 milijonov Ethereumov, imajo pa namen v naslednjih dneh odprodajati še ostalih dobrih 100 milijonov, kar bi mogoče znalo še nekaj pritiska na ceno narediti, ampak po mojem mnenju je, kar se tiče tega dejavnika, stvar zaključena. Tudi trg se je že konkretno odbil, nenazadnje stranke, ki so vstopale v ponedeljek v čistem dnu, imajo zdaj že preko 20% donosa in to so res tisti momenti, ki jih je za izkoristiti. Že če pomislimo, jaz sem bil zraven v času covida, ko so bili trgi sesuti na tak način kot zdaj, ko pride ta flash crash, ko dejansko trgi čez noč padajo zelo močno. Tukaj vedno sledi en močan odboj. Večji problem je, če trg počasi leze navzdol v nek bear trend, kot pa da se zgodi ta flash crash, ko dejansko naredi kot ping-pong žogca odboj in to je za izkoristiti. Jaz se spomnim v tistem času pandemskem, ko so bili trgi tako sesuti, mislim, da nimam nobene stranke, ki bi zadela čisto dno. Imam kar nekaj strank, ki so potem v naslednjem mesecu šele investirale, ker pač so bile prestrašene, da bi takrat, so pa tiste stranke potem v naslednjem letu, dveh imele na njihove vložke napravljen tudi 10 do 15-kratnik na investicijo. Tako da me veseli to, da v tem momentu, da v tem ponedeljku bilo res ogromno strank, ki razume, da so to res darila, ki so vstopale z dodatnimi zneski v trg in verjamem, da tudi v naslednjem obdobju, glede na to, kaj lahko pričakujemo za reševanje nastale situacije v svetu, mislim, da se da napraviti. Ne bom govoril točno o številkah, koliko kratnike lahko pričakujemo, so pa definitivno to res možnosti za hitre zaslužke. Super. Ali meniš, da bodo po vsem tem pri Fedu dvignili obrestno mero? Ja, to je sigurno tisti vidik zdaj, kako reševati nastalo situacijo. Vemo, da je Fed v bližnji preteklosti dvigoval obrestne mere, da je umiril situacijo, kar se tiče inflacije. Vemo, da je bila v Ameriki nekje okrog 9% najvišja uradna inflacija, je pa z dvigovanjem obrestnih mer Fed uspel. Trenutno je inflacijo spustil na 3%, tam nekje, kjer tudi želi, da je, mogoče še malo nižje, ampak smo tam v tistih normalah trenutno in v bistvu svet je pripravljen za ponovno, oziroma Amerika je pripravljena za rezanje obrestnih mer, ki jih pričakujemo že v septembru mesecu. Bomo videli, koliko bo znašel prvi rez, je pa vsak rez definitivno zelo blagotejno deluje na finančne trge. Gospodarstvo, kot sva ugotovila, se je znašlo na pragu recesije, prav tudi zaradi visokih obrestnih mer, kajti to je ogromen pritisk na gospodarstvo. Z znižanjem obrestnih mer bo ta pritisk popustil. Začelo se je tudi že tisto, kar se vedno začne v takih situacijah, kot se je začelo v tistem obdobju covida, ko je gospodarstvo tudi zelo v bistvu bilo pod pritiskom, takrat še zaradi drugih razlogov, ker se je dejansko ustavilo, ampak vedno se take stvari rešuje s tiskanjem novega denarja, se pravi povečevanje globalne likvidnosti, več denarja v obtoku in v bistvu so zdaj na potezi centralne banke, ki že tiskajo. Ta trend se je spremenil že mesec, dva, tri nazaj in lahko pričakujemo, tako kot si vprašala, nižanje obrestnih mer in pa tiskanje novih svežnjev kapitala.
V tem vikendu je bilo v 24 urah za več kot 1 milijardo likvidacij. Kaj so bili dejansko razlogi za to? Tukaj v tem primeru gre pa za trgovalce, ki v bistvu na nek način špekulirajo s trgom. Dejansko oni odpirajo pozicije, lahko v bistvu stave ali na rast ali na padec. In tako, kot si rekla, ogromne količine so tukaj bile likvidirane. Mislim, da je bilo kar preko 270 tisoč trgovalcev in njihovih pozicij. Njihove pozicije so rezultirale s popolno izgubo. Namreč ti trgovalci so odpirali pozicije, stave, da bo trg šel navzgor, se je pa v bistvu na zelo sinkovit način obrnil navzdol. In dejansko v tem primeru so ti tradi rezultirajo z minusom. Tako da to je mogoče tudi en nasvet za tiste, ki se podajajo na trg. To početje je zelo, zelo tvegano. Moj nasvet vsakomur, ki se podaja na trg, je, da naj ne počne tega, ker na dolgi rok se dejansko izgublja. Bistveno je definitivno najbolj varna oblika naložba, sploh v kriptotrg, je ta, da kupimo sredstva in jih držimo 3, 5, 10 let. To nam prinese rezultate, seveda projekti, ki imajo dober fundament, projekti, ki se vpeljujejo v svetovno gospodarstvo. Pravzaprav se je tudi v prejšnjem ciklu dogajalo zelo podobno oziroma enako, a ne? In dejansko je to nekaj čisto normalnega, zdravega za finančni trg, da se prečisti slabih igralcev. Ja, ti igralci so stalno prisotni. Saj verjetno v tem momentu spet odpirajo pozicije na padec, pričakujejo padec, ko bo odprtih toliko pozicij na padec, se pa potem trg ponavadi usmeri v drugo smer. Nenazadnje velike institucije počnejo isto in imajo konkretno več informacij kot mali vlagatelji in dejansko na dolgi rok je tukaj res stekanje denarja od malih vlagateljev k velikim, kajti veliki znajo z določenimi novicami in potezami sunkovito obračati trg. Torej, sedaj se je trg nekako prečistil in zdaj gremo nekje v zdrav bull market. Ja, dejansko s tem, kar se je zdaj zgodilo, je v bistvu Bitcoin in pa kripto zelo pridobil na svojem potencialu. Centralne banke so tukaj zdaj na vrsti, da začnejo printati nove svežnje denarja, tako kot sem že rekel, in čakamo na nižanje obrestnih mer. In to je do zdaj še vedno zelo, zelo blagodejno vplivalo na vse trge. Nekako ni razloga za strah. Ni pa bilo od našega zadnjega podcasta vse črnogledo, a ne? Odobren je bil tudi Ethereum, ETF, in tukaj je kar nekaj pričakovanj. Nam lahko poveš, koliko denarja naj bi se steklo v Ethereum? Ponovno super novica, že druga to leto odobritev Ethereum ETF-ov. Ni bilo tako pompozno kot na začetku leta na Bitcoin ETF-u, ko je bil to res zame največji zgodovinski dogodek. Tudi nismo razočarani, od takrat je Bitcoin zelo lepo porastel, ogromno kapitala se je zlilo v Bitcoin. Kar se pa tiče Ethereum ETF-a, kar nekaj analitikov različnih upravljalskih hiš je tukaj podalo svoje mnenje, kaj lahko pričakujemo glede vplačil inflowov v Ethereum ETF sklade do konca leta. O tem so govorili analitiki Galaxy Digitala. Potem je bil tukaj Bitwise, ki je tudi zelo poznan že po njihovih Bitcoin ETF skladih. JP Morgan kot en največjih svetovnih upravljalcev oziroma JP Morgan Chase, največja banka, ena največjih bank v Ameriki. Meni je že zanimivo, kako podjetje, ki so prej delovala predvsem na ostalih trgih, delniških, obvezniških, kako zdaj gledajo na kriptotrg. In tukaj se res v bistvu nimamo več kaj bati, kam gre kriptotrg. Vidimo, kateri igralci so zraven in smo res lahko zelo mirni. Če se nazaj navežem, kakšne so napovedi.
Tukaj napovedujejo v bistvu zelo složno, da bi do konca leta znalo priteči v Ethereum ETF sklade nekje okrog 5 milijard novega kapitala. JP Morgan sicer pričakuje malo manj, nekje okrog 3 milijarde, še najbolj negativni so pri Mechanism Capitalu, kjer napovedujejo samo 1,5 milijarde, ampak če pogledamo, vsi imajo zelo dobre napovedi. Prihaja leto 2025, kjer vsaj po besedah Bitwise lahko pričakujemo zelo pozitivno leto na tem področju in se že veselimo vsega tega stekanja kapitala tudi v Ethereum. Nekateri sicer menijo, da je Bitcoin, Ethereum še vedno bolj privlačen za institucionalne vlagatelje, so pa mnenja drugih da tudi institucionalni vlagatelji iščejo dodatno razpršitev na kriptotrgu in da to za njih prinaša eno novo rešitev. Omeniva še julijsko Bitcoin konferenco. Ta je bila tokrat zelo politično obarvana, saj je bil ključni govornik, kandidat za predsednika Donald Trump, in ta je povedal, da želi teh 210.000 bitcoinov nekako prišparati. Jaz pravim, da je zelo pomembno pogledati še z enega drugega zornega kota, se bova navezala tudi na vse te podatke, ki si jih navedla, ampak prve volitve v Ameriki, ki so tako zelo v znamenju kriptotrga, prej tega ni bilo. In še ena potrditev, da tukaj ni potrebno imeti res več nobenih dvomov v prihodnost kriptotrga. Ena glavnih tem v Ameriki v predsedniških volitvah, Bitcoin in kriptovalute, zanimivo, ne? In Trump je z njegovim nastopom tudi zelo navdušil udeležence oziroma celoten kriptotrg. Prve njegove besede so bile, da bo odpustil s prvim dnem predsedovanja Garyja Genslerja, predsednika SEC-ja, se pravi finančne nadzorstvenega organa v Ameriki, ki je kar nepriljubljen v kriptosvetu in ja, v bistvu na ta način tudi kar pognal ceno takrat Bitcoina, kar tam proti 70.000. Omenila si, da ima namen ohranjati vse bitcoine, ki jih ima trenutno Amerika v lasti. Ja, Amerika ima v lasti trenutno preko 220.000 bitcoinov in njegova izjava je bila, da bodo dolgoročno držali ta kapital oziroma še povečevali te zaloge. Spregovoril je tudi o kaj prinaša Bitcoin Ameriki, primerjal ga je dejansko z jeklarstvom, z jeklarsko industrijo v prejšnjem stoletju, ki jim je ogromno prinesla. Trenutno vidi v Bitcoinu primerjavo samo jeklarsko industrijo. Vidi nekaj novega, nekaj fantastičnega, neko revolucijo, na kak način bo lahko stabiliziral ameriški finančni sistem, inflacijo, utrdil Ameriko v svetu, skušajo biti najboljši v umetni inteligenci, skušajo biti najboljši v razvoju vesoljske tehnologije in Trump obljublja, da bodo skušali biti prvi tudi v razvoju blockchaina oziroma na področju kriptovalut. Preden nadaljujemo in če bi želeli prejeti še več koristnih informacij z področja investiranja v kriptovalute, se lahko prijavite na posvet z menoj ali s katerim od mojih sodelavcev na povezavi, ki jo najdete spodaj. Tudi Robert Kennedy Jr. bi rad naredil, da bi bil Bitcoin hranilec vrednosti oziroma neka rezerva v ameriški zakladnici. Kaj pa bi o tem lahko povedal? Ja, še bolj bravurozne napovedi, če se zgodi izvolitev Kennedyja. Namen Kennedyja je, da kupijo kar 20% zaloge Bitcoina. 20%. Seveda ne kar takoj, ker to bi Bitcoinovo ceno pognali po vsej verjetnosti krepko prek milijona v momentu.
imajo pa to namen početi v naslednjih letih, če bo izvoljen, na način 550 bitcoinov na dan, imajo namen kupiti do izpolnjene te kvote, kot so si jo zadali, po njegovih besedah ponovno z istim namenom, da Ameriko pozicionirajo v svetu kot ponovno velesilo, ker izgublja počasi ta primat, da uredijo finančni sistem, da ga stabilizirajo in da se s tem tudi borijo v prihodnosti proti inflaciji. Ko bodo te volitve izpeljane, bi znalo biti za ceno bitcoina zelo, zelo, zelo zanimivo, ampak ne samo volitve, tudi potem kasneje samo dogajanje na kriptotrgu in se že veselimo v bistvu tega obdobja. Nekateri so podali tudi, koliko predvidevajo, da naj bi bil bitcoin v naslednjih 20 letih. Dva od teh govorcev sta bila Michael Saylor in Jan van Eck. Ta je bil celo tako optimističen, da je rekel, da bo 52,4 milijone dolarjev bitcoin. Bi rekel, da so to vseeno ljudje, ki pa jih lahko poslušamo, kajti če pogledamo, kaj jim je v preteklosti uspelo. Michael Saylor, mislim, da je zelo poznan že v kriptosvetu oziroma njegovo podjetje MicroStrategy. Sam Michael Saylor, zelo uspešen podjetnik, lastnik tudi 48 patentov, lastnik, ustanovitelj večjih podjetij že v preteklosti. To podjetje, o katerem pa zdaj govorim, MicroStrategy, pa v bistvu kupuje bitcoine že kar nekaj časa. Kupilo jih je že preko 220,000 v tem obdobju v vrednosti nekaj čez 8 milijard. Glede na to, da so ti zneski v zadnjih letih tudi že, da ta znesek tudi že porastel, je trenutna vrednost nekje okrog 13 milijard. In Michael Saylor ima tukaj zelo pozitivne napovedi, seveda, če to počne in dokazuje samim nakupom, ne vidim razloga, zakaj bi drugače razmišljal. Njegova najbolj negativna napoved, govorimo o napovedi tam do leta 2045, 20 let, je, da bi po najbolj negativnem scenariju bitcoin lahko znašal okrog 3 milijonov dolarjev. Po neki osnovni napovedi bi ta vrednost lahko bila tam nekje na 13 milijonih. Tisti najbolj bull case scenario je pa kar blizu 50 milijonov. Naj spomnim zdaj poslušalce, trenutno je bitcoin nekje okrog 60 tisočakov. S tem, da je bil na začetku tedna samo 50 tisočakov v tem zlomu, tako da stvari se res dogajajo hitro. Ne bo treba čakati 20 let, oziroma lahko se čaka 20 let, pa potem zelo, zelo, zelo lepo penzijo uživa na ta račun. Ne bo pa to tako z danes na jutri po 20 letih vsekal gor, ampak bo lepa rast, ki jo lahko pričakujemo. In dejansko tisti investitorji, ki zdaj investirajo v trg, ki so v vseh preteklih letih, pa niti bistveno gledamo, ali je bil trg visoko ali nizko. Če pogledamo za čez 10 let, kje se bo trg nahajal, kakšna so pričakovanja, kaj se dogaja v svetu, potem tukaj res nimamo nobenih strahu. In vsi tisti, ki zdaj kolikor toliko investiramo v trg, smo lahko res zelo mirni glede naših prihodnosti. Pa ne govorim, da bodo ti dodatki neki minimalni, ampak po vsej verjetnosti glede na te napovedi lahko pričakujemo res, res zelo lepe dodatke, ali k penziji, ali že kaj prej, odvisno od naših let. Omenila si tudi Jana van Ecka. Njegove napovedi so zelo podobne Saylorjevim. Sicer ta negativni scenarij po napovedih van Ecka je samo 130 tisočakov za bitcoin leta 2050. Nek realen osnovni scenarij prav tako okrog 13 milijonov za en bitcoin. On je šel še malo dlje v napovedi za tisti bull case scenario, 52,4 milijona za en bitcoin. Njegove besede so tudi
da vidi Bitcoin kot nek medij za izmenjavo v prihodnosti, v celotnem svetu, ne samo v Ameriki. Vemo, da je ljudski Bitcoin, in to, da ga vidi tudi kot neko rezervno finančno valuto. Prav tako je prepričan v to, da bodo centralne banke kar 2,5% svojih rezerv hranile v Bitcoinu. To so tudi dejavniki, zakaj vidi, da bi lahko Bitcoin presegel tudi 50 milijonov dolarjev tam do leta 2050. In ko smo ravno v Sloveniji, omeniva, Tether je kupil večino slovenske Eligme. Lahko poveš kaj več o tem? V bistvu vemo, da izdaja največji stabilni kovanec Tether, največji po market capu, najbolj uporabljen. In podjetje Tether se je odločilo za nakup slovenske Eligme. Komor ni poznana Eligma, poznana predvsem slovenskim trgovcem, ki jim nudi POS terminale, da lahko sprejemajo sredstva oziroma da lahko njihove stranke pri njih kupujejo v kripto. In kaj je Tether s tem pridobil? Tether je z nakupom Eligme pridobil predvsem to, da se je pozicioniral še dodatno v Evropi, strateška pozicija predvsem, prav tako širi svojo globalno mrežo, dobil je pa tudi en nov produkt. Dobil je tudi ogromno že obstoječih strank, kajti Eligma nima strank samo v Sloveniji, ampak že worldwide, in v bistvu je to predvsem, s tem je Tether spet pridobil več strank, nekaj novega, še večjo prepoznavnost, vidi prihodnost tam, kjer se je rodil, a ne v kripto. Izidor, zopet si nam podal nekaj odličnih odgovorov na tematiko, ki se dogaja na finančnem trgu, in za kar se ti zares iskreno zahvaljujem. Hvala, Marjeta, ponovno za vabilo in se vidiva naslednjič. Se vidiva.